Čakalne dobe na področju otroške ortodontije so v Sloveniji že pregovorno predolge. Zobozdravniki, specialisti zobne in čeljustne ortopedije ste že pred poldrugim letom glasno opozorili na ta problem in povedali, da bi v bistvu potrebovali dodatnih 40 programov, če bi želeli skrajšati čakalne vrste. Zakaj dodatni programi? Zato, ker pač država obljublja pravice, tega pa ne zagotovi, ker plača premalo programov. Zanima me, ali se je do zdaj že kaj v tem smislu spremenilo. Drži, zobozdravniki, specialisti čeljustne in zobne ortopedije že kar dolgo časa opozarjamo, da so čakalne vrste posledica razkoraka med številom programov, ki so plačani preko zdravstvene zavarovalnice in potrebami in željami staršev in otrok, ki to zdravljenje potrebujejo. V Sloveniji lahko namreč vsak zobozdravnik, ki oceni, da otrok potrebuje ortodontsko zdravljenje, napiše napotnico in s katero napoti otroka na specialistično ortodontsko obravnavo. Vendar pa smo ortodonti omejeni v številu programov, znotraj teh programov pa prav tako s številom storitev in z naborom storitev in številom storitev in številom otrok, ki jih lahko sprejmemo v določenem obsegu programa na letnem nivoju. Po izračunih, pri katerih nam je pomagal Odbor za zobozdravstvo in strokovne službe Zdravniške zbornice ter Zavod za zdravstveno zavarovanje s podatki, ki so dosegljivi, smo ugotovili, da bi po priporočilih in po primerljivih podatkov, ki jih vzamemo iz področja držav, s katerimi se Slovenija rada primerja, so izračunali, da v Sloveniji primanjkuje okrog 40 programov, ki bi jih lahko ponudili otrokom za zdravljenje preko zdravstvenega zavarovanja. Vendar pa so sredstva zmeraj omejena in zatakne se tam, ko je treba programe financirati. Zobozdravniki poudarjamo, da je v Sloveniji kadrov dovolj, da je pomanjkanje v številu programov. In zato si specialisti ortodontije aktivno prizadevamo že vse od septembra 2018, ko smo prvič izvedli novinarsko konferenco, pri kateri smo poudarili, zakaj so te dolge čakalne dobe in zakaj tak razkorak med tem, kar zavarovalnica obljublja in kar lahko dejansko v stroki ponudimo. Razmere so se v tem obdobju spremenile v toliko, da smo nagovarjali v tem času 3 ministre na Ministrstvu za zdravje, kar pomeni, da smo neprestano in vztrajno ponavljali isto zgodbo, kje je vzrok, in predlagali smo tudi rešitve. S pomočjo izračunov smo ugotovili, kje so tista področja, kjer je v Sloveniji čutiti največje pomanjkanje in kako bi lahko naša stroka pristopila k problemu. Zato smo podali na Ministrstvo za zdravje, na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na Republiški strokovni komite pobude, kako bi lahko pristopili k skrajševanju čakalnih vrst znotraj same stroke. Aktivno smo vztrajali na ministrstvu za razpis novih specializacij, ki bi jih lahko ponudili zobozdravnikom diplomantom slovenske, se pravi Medicinske fakultete v Ljubljani, in kako bi lahko povečali nabor oziroma olajšali dostop do pristopa k specializaciji, ker menimo, da so specializacije preredko razpisane. Slovenska ortodontska stroka se namreč stara, povprečna starost slovenskega ortodonta je kar visoka in za neko normalno obnavljanje v stroki je potreben dotok novih kadrov. Vemo pa, da izobraževanje traja vsaj 3 leta, kolikor traja kurikulum, da zobozdravnik dentalni, se pravi diplomant dentalne medicine, zaključi specializacijo in se vrne v okolje, na teren, kjer lahko potem zdravi otroke in mladostnike na napotnico. Opozorili ste na številne probleme, ponudili
tudi rešitve. Zanima pa me, se na tej ravni v tem trenutku karkoli odvija, so v pripravi spremembe? Ja, trenutno je dinamika dogajanj na tem področju zelo intenzivna. V dogovoru z zadnjim ministrom, ki je žal v odstopu, smo dosegli, razumel je naše potrebe in dosegli smo dogovor, da je Ministrstvo za zdravje pripravilo uredbo o razpisu koncesij za pristop novih izvajalcev, ki bi lahko ponudili nove pridobljene programe in nove čakalne vrste in storitve, ki bi jih lahko otroci in starši koristili takoj. V Sloveniji je namreč na voljo kar nekaj kadrov, specialistov čeljustne in zobne ortopedije, ki zaenkrat še nimajo programov, ker jih niso uspeli pridobiti. Zato, ker ministrstvo že zelo dolgo časa, skoraj desetletje, praktično ni razpisalo nobene koncesije za izvajanje programa čeljustne in zobne ortopedije v javni mreži, kar pomeni, da zobozdravnik zasebnik, specialist koncesionar ponuja prav enake storitve, kot so dostopne staršem in otrokom v javni mreži, se pravi v ambulantah v zdravstvenih domovih. Razlika je v tem, da pač je to infrastrukturo pripravil zobozdravnik zasebnik in financiral sam. Prav tako skrbi tudi sam za kadre, s katerimi sodeluje, medtem ko je nabor storitev in dostop do storitev povsem enak. Ministrstvo je uredbo sprejelo in pripravilo že v oktobru v letu 2019. V splošnem dogovoru za preteklo leto 2019 smo dosegli, da je bilo uvrščenih 2,5 novih programov, vendar žal ti programi niso bili realizirani, zato ker niso bile pripravljene administrativne podlage na Ministrstvu za zdravje. Letos pa so stvari stekle in ravno pretekli teden so bile te uredbe sprejete, objavljene v uradnem listu in sedaj čakamo na razpis za koncesije. Upamo, da se bo prijavilo dovolj kandidatov da bodo izbirni postopki stekli čim prej in čim krajšem času, da bomo lahko programe, za katere so sredstva na voljo, tudi čim prej uspeli ponuditi našim varovancem, ki jih zdravimo. Če te postopke oziroma spremembe, ki se pravzaprav približujejo vendarle uresničitvi, pogledava z tega vidika, kaj bodo te spremembe prinesle zavarovancem, mladim pacientom, koliko manj jim bo treba čakati na popravo zobovja? Ja, glede na to, da so ti postopki kar dolgotrajni, upamo in zaupamo v ministrstvo, ki je v upravljanju tekočih poslov, da bojo postopki čim prej se začeli, stekli in bili tudi zaključeni, da bi začeli z realnim izvajanjem programov. Programi so razporejeni po celi Sloveniji, gre za obseg 9,7 programov, od tega so 3 v Ljubljani, ostalo pa v regijah, kjer se je izkazalo največje pomanjkanje po izračunih in po pridobljenih podatkih, tako da smo veseli, da se je uspelo dogovoriti na ministrstvu v tej meri, da ne ostaja vse centralizirano samo v večjih mestih, ampak da bi približali te izvajalce, ki lahko sprejmejo tudi zavarovance v manjših krajih in na podeželju. Tudi tam so namreč otroci in starši, ki še kako potrebujejo tovrstno zdravljenje, pa je za njih še bolj otežen dostop do zdravstvenih storitev in sam dostop do specialistov. Lahko denimo z vašega vsakdanjega delovnika, z tega vidika pojasnite, kaj dejansko pomeni pridobitev dodatnega programa. Ne mislim v tem smislu, da ga dobite vi, ampak kakšna bo razbremenitev za vse izvajalce na tem področju?
Ja, glede na to, da je ortodontsko zdravljenje otrok vezano na daljše časovno obdobje, ker je vezano tudi na obdobje rasti in razvoja, ko pacienta spremljamo, se rezultati vsekakor ne bodo pokazali v letu ali dveh, ampak je potrebno vzeti v obzir malo daljše časovno obdobje. Predvsem nas veseli to, da se bo z dodatnimi programi možno vključiti v nove čakalne vrste in k novim izvajalcem do doseganja njihovih teh normativov in zapolnitve prostih kapacitet. Verjamemo, da bo po teh v vključevanju po obveznem zdravstvenem zavarovanju v vseh regijah v Sloveniji dostopnost s časoma se pokazala kot boljša in praviloma bi se morale čakalne vrste skrajševati. Kakšne pa so čakalne vrste v povprečju zdaj in kakšne naj bi bile potem? Ja, glede na to, da so podatki, ki jih spremljajo za to zadolžene inštitucije, zbirani centralno, ugotavljamo, da zaradi različnih postopkov in zaradi različnih programov, ki jih izvajalci uporabljamo, podatki niso povsem točni. Ponekod prikazujejo daljše čakalne dobe, kot so v resnici, ponekod pa jih sploh ne prikazujejo, zato imajo pacienti nemalokrat težave s primerjanjem teh podatkov. Bistveno je, da vsak od staršev najde priložnost za zdravljenje svojega otroka v kraju oziroma v regiji, iz katere izhaja, in da zaustavimo tok odhajanja pacientov in staršev v tujino na zdravljenje, na napotnico k izvajalcem, ki so zasebni izvajalci. To niso izvajalci v javnem zdravstvu, se pravi zasebni izvajalci, prav tako kot so zasebni izvajalci tudi v Sloveniji, vendar nimajo možnost ponuditi zdravljenja na napotnico otrokom in staršem do dopolnjenega 16. leta starosti, ko naj bi bila potreba po zdravljenju prepoznana in zavedena, potem pač je otrok uvrščen na zdravljenje glede na kapacitete izvajalca.